Torej, lepo za vas, hvala, ker ste se zbrali v prevelikem številu. Torej, danes bom govoril o spolnih identitetah v oblačilih. V bistvu gre za ful zanimivo tematiko, ko v bistvu živimo v nekem času, ker na nek način je ful bolj in bolj sprejemljivo se oblačiti, kako si želimo. In identitete so vse bolj in bolj sprejemljive, ampak hkrati zaradi določenih nekako političnih premikov je vse več ljudi mnenja, da se pač neke nebinarne in neheteronormativne identitete pač nekaj novega. Čeprav, če malo odpremo zgodovinske knjigice in podobno, pač lahko zvemo, da je v kulturi Azije in Evrope in severnoameriške kultur ogromno pač nebinarnih identitet. Tako da se mi zdi ful pomembno nekako širiti na to ozaveščanje ljudi. Nekako bi rad začel z definicijo spola, v smislu kot seks. Spol gre za biološko razlikovanje med moškimi in ženskimi, ampak že pri tej osnovi lahko govorimo o tem, da binarnost ne obstaja. Obstaja tudi XXY, XYY in še mnogo drugih različnih kombinacij, kot recimo tudi XO, kombinacija za interspolne ljudi. Interspolne ljudi mogoče bolj poznamo kot hermafrodite. In nekako telesa znotraj naše kulture so kategorizirana glede na pričakovanje družbe. Torej, če vidimo nekoga s širokimi rameni, ozkim pasom in možato obrazom, pričakujemo, ok, ta je zikar 100% moški, pač tako se mora obnašati, alfa družine. Če pa vidimo nekoga z nežnimi oblikami, pa mislimo, ok, ona ženska mora biti večkrat bolj subtilna. In na ta način potem v nadaljevanju govorimo o družbenem spolu, ker pa v bistvu gre za identiteto in recimo v angleščini pri tem bolj govorimo as gender, ker gre v bistvu nekako za sociološko delitev na ljudi. Se pravi, z njo kategoriziramo spola s kulturnimi pomeni, kot sem prej omenil. Vidimo moškega, moški mora biti delavec, resen in glava družine, medtem tradicionalno mogoče ženska mora biti doma in biti pač na ta način. Čeprav s časom se to spremenja in ženska postaja se bolj močnejša, medtem ko tudi mnogo moških dobijo drugo vlogo. In nekako družbeni spol ni prirojena stvar, ampak gre nekako kot del večjega družbenega konstrukta. Se pravi, se nekako sopada skupine z raso, z religijo in drugimi družbenimi konstrukti. Ko pa govorimo nekako o osebnem spolu, govorimo o naših lastnih občutkih spola, pač kako se mi počutimo v našem telesu. In veliko primerov, recimo, ko se mogoče nekdo rodi kot moški ali kot ženska, ampak se s tokom let nekako to spreminja. In tukaj pride v nekako obzir družbene identitete oziroma osebne identitete. Kot so cisspolne identitete, kjer se recimo prirojeni spol sovpada z družbenim spolom, transspolne identitete, kjer pač je nekdo rojen kot moški, vendar se počuti v vlogi drugega spola in obratno. Poznamo pa tudi nebinarne identitete, vmes je še ogromno podkategorij, by the way, ampak nimamo pol leta časa to razlagati, kjer pa v bistvu se lahko počuti nekdo kot moška, ženska, oboje ali pa nič od tega. Ker se mi nekako zdi pomembno zapostaviti, zato ker veliko ljudi se včasih počuti malo izgubljeno v tem svetu, ampak hvala Bogu se nekako s časoma te kategorije veliko bolj in bolj o tem govori. In nebinarnost spola se pojavi v ogromno nekako kulturah skozi kulture. Recimo v severnoameriških in indijanski kulturi poznamo two-spirited people, kjer v bistvu gre nekako za družbeni konstrukt, kjer ljudje se recimo rodijo v določenem spolu, se pravi moški, ampak družbeno sprejme skozi nek ritual, ko starejši oziroma šamani opazijo, da se fant obnaša recimo drugače kot ostali fanti ali s punco, in skozi določene rituale potem nekako prevzame družbeno vlogo nasprotnega spola. To ne pomeni zdaj, da pač on postane ženska, ampak dejansko postane sama svoja kategorija. In kultura severnoameriških indijancev spozna spol kot so moški, ženska, ženstveni moški in možata ženska. Oni so bili zelo pomembni v kulturah, bolj kot ne zato, ker se lahko opravlja delo obeh spolov. Se pravi, se lahko moški opravlja tudi delo ženske, recimo je bil in delavec, mogoče vojak, ampak hkrati pa je bil tudi medicinec in učitelj in pazil na otroke. In velikokrat so se recimo two-spirited ljudje so se ponavadi poročali z biološko ujemajočimi ljudmi in so nekako
skupaj naredili družino, istospolno skupnost, ki je bila izredno pomembna. Takrat, ko recimo, če so otroci ostali brez staršev ali če starši več niso mogli skrbeti za otrok, zato ker istospolna skupnost ni mogla biološko predelati otrok, so v bistvu oni potem prevzeli te otroke. Ali so pa skrbeli za starejše ljudi, ko so ostali brez družine, oziroma družina ni hotela za njih skrbeti. Muše so iz mehiškega predela Južne Amerike in prav tako v bistvu skozi rituale prevzamejo vlogo nasprotnega spola. Prav tako so bili pomemben del kulture skozi zgodovino, ampak potem nekako s kolonizacijo evropskih ljudi so dejansko izginili. Podobno se zgodilo tudi z Two-Spirited People, ker krščanstvo nekako ni odobravalo to, da obstaja več kot moški in ženska, se poznamo Adam in Eve, sceno in od Steven Chimindo. In potem recimo poznamo pa tudi zanimiv primer, kot so Virgine, ki so nekako aktualne še vedno v okolici Albanije, kjer v bistvu gre za nekako družbeno odločitev, nekako se razvilo zaradi patriarhije. Ker tam moški glava družine, ženske so vse pod. Torej, če v celi družini ni več nobenega moškega, ki bi nekako narekoval, kaj mora družina delati, se družina in starešine vsi odločijo, katera punca v familiji bo prevzela to vlogo. In Virgina v bistvu postane po družbenem konstruktu popoln moški, ne sme se več poročati, ne sme več nobeni ženski del opravljati, tako da v bistvu nekako postane moški in ne po lastni odločitvi. Drugi dve se sami odločijo, da bodo postali to, oziroma se želijo postati to. Ampak je zanimivo, da to nekako obstaja v nekako kulturi, kjer ne verjamejo v nebinarnost spolu. Tukaj imamo nekaj še primerov, kako se oblačijo in nekako pri vseh je tako, da moški prevzamejo neke določene stvari iz ženske garderobe. Tukaj imamo pa še primere Hirje, kjer v bistvu je iz Indije, podobno kot preostali spoli, nekako gre za tretji spol v družbi, kjer moški in ženske se obleče v nasprotno svojemu prirojenemu spolu. Feminili so pa v Italiji, ker pa v bistvu gre bolj nekako za tradicijo, kjer se moški, ki so po družbenem odrazu malo bolj ženstveni, nekako za srečo oblečejo v nasprotni spol, ker to je edini dan v času leta, ko pač dejansko lahko zaživijo svoj pravi jaz. In so vedno verjeli, če vidiš feminila oziroma se z njim podružiš, boš tudi imel veliko sreče. Nekako razvoj oblačenja bi rad začel. V bistvu, če pogledamo zgodovinsko, vse se je začelo tako, da so oblačila bila med sabo zelo podobna in samo določeni dodatki, oziroma ko telo prišlo na telo, je nekako dobilo to konotacijo spola. In skozi čas nekako, bolj ko so se razvijale kompleksnosti krojev, bolj se je nekako delilo, pač, kjer oblačila moško in kjer žensko. In potem, ko pridemo v srednji vek, recimo, dejansko ni bilo pomembno niti barva, niti silhueta oblačil za določen spol, ker recimo bogati so imeli podobno oblačila, revni so imeli podobno oblačila. Torej, oblačila so bolj bila kot način kategorizacije ljudi po njihovih slojev, ne pa tudi po oblačilih. Ampak potem, ko se premaknemo naprej v 19. stoletje, so se pa oblačila nekako bolj in bolj ločevala. In moški so zaradi prestopa iz aristokracije v demokracijo, so nekako moški prevzeli to vlogo, da moški morajo biti v temnih oblačilih, morajo biti resni, morajo biti glavne družine, medtem ko ženske si lahko privoščimo zabave z oblačili. Kot lahko vidimo sliki tam. In nekako to se je ohranjevalo skozi zgodovino, ampak historično, kot lahko vidimo, so moški nosili izredno barvite stvari, ker so moški mogli biti center pozornosti, moški so bili glavni v kulturi, medtem ko ženske so ponavadi nosile mečkam bolj tihe barve, modre in sive tone, zato ker so veljale kot nežne in niso smeli preveč izstopati. Ampak po svetovnih vojnah se pa nekako to vse obrnilo in moški so prevzeli temnejše barve, ženske zato, ker so želeli privlačiti moške, pa so se oblekle v mečkam bolj močne barve. Ampak potem
tem časom in zahvaljujoči popkulturi in različnim umetnikom se je nekako osvobajalo, kaj se moški lahko nase ne dane. In vse do danes, kjer v bistvu nekako vidimo Jeffree Stara, ki v bistvu nekako, hitro, če bi ga pogledali, rečemo, to je žensko, pa dejansko ne gre za žensko. Tudi sam se nekako noče definirati, da sem moški, za žensko, vedno reče, da sem to zgolj jaz. To je pride prezentacija. Razen, če kdo rabi Power to Go. Moj sponsor, by the way. Prav tako da Petrovič. Tukaj nekako še vidimo historičnost. Recimo fun fact, visoke pete, ki danes imamo zgolj za ženske elemente v garderobi, v bistvu so ga razvili za moške vojake v Perzijski vojni in razvili so ga iz principa, da moške ne bi padali s konjem. In nekaj... Kaj moške smo pač narodni. Anyways, in v bistvu potem, kasneje, to so opazili pol evropski vladari in so v bistvu prevzeli petke kot nekako simbol emancipacije. Mi smo močni moški, mi smo bili tako močni kot tudi perzijski vojaki, če ne še boljši. Ampak potem skozi zgodovino so nekako visoke petke prevzele ženske, zopet kot znak emancipacije in feminizma, kar mislim. Iz neki, kaj umije sport tema. Ja, mislim, gledaj. Veliko reklame. Skratka, ja, in nekako petke so pa prišle v žensko garderobo. Ampak, in zato, ker pač moški so bitter in se pač njihove ego je zelo niža, so pa lahko več ne bomo nosili toliko ženske nosi, nekako so moški sami sebi prepovedali nošnje pet. Ampak danes v bistvu zopet zaradi popkulture in različnih izvajalcev, kot so Kazaki in plesalci na Tene, pač se nekako zopet vrača tudi, da tudi moški lahko pete goja. Tudi jaz bih mogoče rada, ko nisem znala visok, ampak okej. Tudi krila, vedno smatramo krila za nek ženski element v garderobi, ampak v bistvu krila so vedno bila, preden smo dejansko lahko razvili hlače in nosili hlače, so vsi nosili krila in tunike in obleke. Velik čas je dejansko veljalo, da so hlače barbarske in pač pravi diplomatski moški jih ne sme nositi. Danes pa v bistvu nekako krila velja kot neka tabu tema in kljub temu, da se veliko oblikovalcev trudi nekako prinesti krila v moško garderobo, večinoma moških se že tega ne upa. Poleti je bilo sicer ful fino, da lahko sem krila gor nadanemo pa pičemo, ampak okej. Tako da, ja, ampak vse se zopet razvila iz tega pač razvoja kroja in kot sem preomenil, pač najprej so bili simple kroj, vsi smo isto nosili, ampak bolj, ko so se nekako kroji razvijali in se družba razvijala, so se bolj in bolj razvijali družbeni nekako umetvi, konstrukti, kaj lahko nekdo obleče. Androgeno oblečenje, nekako gre za androgeno identitete v bistvu nekaj, kar združuje oba dva spola. Recimo, vedno prevzame ni moški, ni ženske, ampak je nekako mešanico obojega in nekako več in več, ko se razvijamo, nekako bolj je dokazano, da pač bolj, ko smo androgeni, nekako boljši za našo družbo, ko potem nismo zaskrbljeni, ok, delam neki ženski poklic, kaj bodo moji starši rekli, ampak se mi nekako zdi pomembno, da smo bolj svobodni, nekako družbena androgenost se mi zdi nekako rešitev za veliko težav, s katerimi se nekako soočamo v naši družbi. Tako da tukaj imamo nekako razvoj, nekako izmed začetnikov za androgeno oblačenje velja v sodobni kulturi seveda. Elvis Presley, ki je bil izmed prvih moških, ki je nekako si ponudil zelo močne barve in nekako zelo ženstvene gibe uporabljati v njegovih plesih, ki se mi zdelo to nekako sporno in Mick Jagger je vedno ga nekako uporabljal kot reference point, da pač mu je vedno bil muza. Danes pa nekako izmed največjih androgenih kraljev velja Erza Miller. Tukaj imamo še nekaj kolažov. Erza Miller, Jeffree Star je tudi nekako velja zares kralja androgenosti, ki združuje močno in moški in ženski spektrum oblačenja. Kot tudi Prince in David Bowie sta vedno bila nekako carja v tem in sta združevala moško energijo, ker je vedno bilo nekaj, kar me je inspiriralo v mojem delu. Ker sem vzal omen tega, sem oblikovalec oblečil. Nekako sem se vedno unovil, no, o tem bomo govorili. Tako da, ja, oni so vedno bili in v veliki meri so pomagali veliko mladim pač skozi zgodovino, ker vedno vladala ta neka
sploh pri nam na Balkanu vedno, moški ne smo imeti rdeče, ne smo rožice, oblečene, zakaj pa ne, vsi lahko oblečemo, kar si želimo. Seveda tudi David Bowie je vedni kralj, ki je vedno v svojih oblačilih do nekaj novega razmisliti, seveda pa če bila vedno ta dvojnost med njegovim zakaže lookom in njegovim večnim bolj ekstravagantnim lookom v oblačilju. Kot to bi tudi citiral Florence Welch, ki je nekako vedno bila feminilna, ampak v določeni dobi, ker si hotela povedati svoje nekak feminilnosti, si začela oblačiti striktno moške prave. Ful dober primer androgenosti imamo tudi na Balkanu, v vlogi pevca Boža Vrečo, ki s svojimi nastopi nekako vedno prekosi to identiteto. Sploh na Balkanu je to izredno pogumno, da si upa tako oblačiti in nastopati na res. In ima angelski glas, ki močno zastopa nekako za napredek v dojemanju družbe. Tukaj sem nekako še zelo zanimive momente, ki se zelo moške ženske, luke na moških, tukaj imamo ženske, ki nekako prevzamejo z jedno moško identiteto v oblačenju. In še nekako ženski razvoj androgenosti, ki je v bistvu nekako izmed začetnice bila Marlene Dietrich, ki je bila izmed prvih žensk, ki se je upala nadeti moško oblačila, gre že v nadaljevanju in danes nekako Ruby Rose to prevzima. Zdaj je pa govoril o crossdressingu, ki v bistvu gre za nekako oseba obleče dodatke ali oblačila, ki so značilne za nasprotni spol. In zopet, kot da se slabe stvari, oziroma kako to želimo imati, se je razvila zaradi patriarhalnega sistema. In bolj kot ne zato, ker v patriarhalnem sistemu, kot sem že takrat omenil, ženske imajo mnogo manj pravic kakor moški. In večinoma so se crossdressinga posluževale ženske, prav zato, da bi nekako lahko... Kar naprej. So si tega posluževale ženske, da bi lahko nekako v družbi napredovali. Oblačili so se kot moški, da bi lahko pripomogli družbi in živela svobodno življenje. Ker recimo svobodno življenje so se lahko večinoma privoščile ženske bogatih družin ali pa ženske, ki so dobile izobrazbo, torej ženske bogatih družin. Ostale ženske so se pa nekako mogli znajti, se prav so se začeli oblačiti moški. Naprimer, moški so se pa crossdressinga največkrat posluževali bodisi, da bi nekako... pa ženske so se velikrat crossdressali, da bi pomagali v vojnah. Najbolj znan primer je bila Ivana Orlanska in nekako to je bilo najbolj značilno v nekako 50-60 stoletju. Kar se moških tiče, pa se je največ razvilo v predstavah in gledaliških. Ker ženske niso smele nastopati na odrih, so v bistvu moški prevzeli vse ženske vloge. In nekako je bila igra pač tega, kdo je najlepši, kdo je najlepši poteze, ti bo ženska. In nekako tradicija se je nadaljevala skozi celo zgodovino. Prvi primeri so bili seveda v grških gledališčih, v Kabukiju imamo ogromno moških, ki se nekako oblečejo v ženske vloge. Skozi večino elizabethanskega gledališča in potem naprej se je razvilo tudi v gledališče pantomima, kjer v bistvu nekako prej so moški prevzemali resne ženske vloge, v pantomimi od cca 18. stoletja naprej pa so v bistvu moški prevzeli nekako bolj joking vlogo. In nekako ta hecna vloga moškega v ženskih oblačilih in obratno se je pa kazala v večini gledaliških in televizijskih igrah vse do nekje približno 60 let prejšnjega stoletja, ko se je nekako na javnih prostorih to prepovedalo, ker je takrat prišlo do močne prohibicije proti alkoholu, kot tudi nekako homoseksualnih identitet. In nekako pol naprej se crossdressing in podobne stvari so se razvile zgolj v gay in lezbičnih klubih v undergroundu. In iz tega se je nekako razvil drag, ki se je v bistvu začel kot nekako različna tekmovanja, lepotna, ker so moški oblikali nekako, v bistvu term izhaja iz dolgih oblik, ki so jih nosili takrat moški, so they're dressed as drag down the floor. In v bistvu se je razvilo pač kot lepotna tekmovanja, kakor se ponavadi ženska, ampak so bili moški vlogi. To tudi bilo tudi za moške kot drag kinga znane. In drag je bil izredno pomemben, ker znotraj draga se je prišlo nekako do razvoja različnih družin. Drag families, ki so v bistvu bila ful pomembna za vse mlade otroke, ki so nekako jih starši izbajte v mrgo, zato ker so bili geji. In potem so starejši drag queeni in drag kingi nekako prevzeli te
mlajše in pač prevzeli vlogo njihovih staršev. In nekako ta vloga se tudi ponavlja tudi v današnjih časih. Še vedno je ful ogromno tega, da starši nekako izobčijo svoje otroke sem zaradi usmerjenosti in potem starejši gej in lezbijke skrbijo za te otroke. In danes je drag vse bolj in bolj v medijih izpostavljen zaradi RuPaul's Drag Race. In nekaj, kar je bilo prej zgolj omejeno na gej klube in podzemlje, se pač nekako prihaja na televizije in na red carpete. Vele Čačke, recimo tle na ekranu, je bila izmed prvih drag queenov, poleg Aquarija in RuPaula, da so se sprehodili po Met Gali. Kar nekako kaže na odličen razvoj družbe in kako vse bolj in bolj sprejmemo različne identitete spolov. Hkrati pa recimo drag nastopi drag queeni so bili tudi zelo pomembni v nekak revoluciji in borba za pravice, ki so znotraj njihovih nastopih vedno želeli pač poudariti to, da moramo iti naprej z družbo, da smo vsi sprejeti. Nekak drag preobrazbe, to ne bi spet drag preobrazbe pride nekako z različnimi tehnikami, takimi, da skrijejo moške organe, nekako poteka tako, da se testis poveča na vaginalno mesto, penis gre med nogami in s pomočjo selotejpa in določenega perila se potem vse to skrije. Tega nisem dal na ekranu, ker nisem želel, če so slučajno kakšni otroci, da ne bi prišli. Ko sem prvič videla, sem se skoraj ustrašil, kaj je to, ko sem prvi slišal, da tako. Ja, pač dejansko najbolj easy način takega je, pač ko fantje si zapravo pač vse skrijemo med nogami in se igramo, da smo ženske. Tutoriali so na YouTube. Ja, saj to sem gledal tudi. Tako je. Nekako za oblikovanje telesa je izredno pomemben padding, ker v bistvu gre za, kot lahko vidimo, serijo različnih postopkov, ker najprej imamo osnovni padding, ki je v obliki Afrike in pride nekako tukaj in skozi zadnjico in potem nekako oblikuje bolj ženske poteze. Da dobijo moški izredno ženskene poteze obraza, pa se poslužujejo contouringa. Ker v bistvu danes vsi temu rečemo, da je Kim Kardashian pa njena sestra to zelo, ampak to dejansko izhaja iz tradicije drag queenov. Tukaj imamo recimo primere, kako si lahko moški prsi naštemamo, da pač jih imamo z različnimi breastplate, contouringom in pa tudi obstaja samo neke silikonske zadeve, ki jih damo lahko samo modriček. Tukaj imamo še primere dragkingov, ki so ženske varianta drag queenov. Drag queeni ponavadi vedno nastopajo kot solo artisti in nastopajo pač v lip-syncih in različnih plesnih nastopih. Medtem ko ženski oziroma drag kingi nastopajo ponavadi v večjih skupinah in v bistvu gre za to, da skupaj s fox queeni, ki so v bistvu biološke ženske, ki s pomočjo draga postanejo še ekstra ženstvene in nekako nastopajo zopet v nekak smislu emancipacije žensk in v nekako borba proti temu, da so ženske enako močne kot moški. Kar definitivno so, ker se ne predstavljajo roditi otroka. In nekako pri ženskah, da postanejo drag kingi, so pri moških dodajamo stvari, da je telo veliko bolj ženstveno, medtem pri ženskah je glih obraten problem, ker pač ste izredno veliko bolj shape and curvy in nekako moramo se načini, kjer bi se skrijemo lahko prsi, bodi si binding ali pa taping tehnika, ker v bistvu velikokrat se recimo želijo nastopajoči skriti prsi na ta način, da se jih nazaj potegnejo. In potem skozi bodi si make-up ali pa uporabo umetnih dlak in lepila nekako dobijo ženske lahko tudi bralo. Nekako drag je tudi obstaja, kot sem premenil v kabukiju in igate se imenujejo onagata, ker v bistvu najprej se je kabuki razvil nekako kot ženski plesi, ampak potem zaradi določenih družbenih premikov, ker na te nastope so prihajali ljudi vseh slojev, in bogati in bolj revni, in to je recimo veliko vladajočim šlo malo v nos. In zaradi tega, ker so nastopili izredno lepe ženske, se je nekako prišlo do razvoja tudi prostitucije znotraj njihovih igralk in so potem v poznem 17. stoletju prepovedali ženske nastopalke. In nato so nastopili do tega, da samo moški lahko to performirajo. In ta tradicija nekako že poteka dobrih 300 let. V bistvu gre nekako za dramatično igro, ki združuje
ples in glasbo, ki z določenimi premiki in make-upom nekako ustvaril neko močno zgodbo. Zdaj smo pa na cosplayu. Opozarjam tukaj nisem glih najbolj močnega researcha naredil. Tako da se pravičujem, če bom mogoče kakšno napako povedal, pa kakor. Nekako cosplay se je razvil, v bistvu še ful zgodaj, me je ful presenetilo. Prvi cosplayi so bili nekako že v zgodnjih 18 stoletjih, ko so imeli bogataši velike nekako partije, costume parties, ker so v bistvu velikrat imeli tematsko, ker so se mogli oblačiti v določene like iz knjig tistega časa. In nekako do tam je prišel nekako do prvih nekako zametkov cosplaya. In sicer to je bila nekako viktorijanski čas, ko so ljudje si marsikaj privoščili. In so se velikokrat tudi moški oblekli v ženske like, moški pa, oziroma ženske moške like in obratno. Nekako v današnji varianti cosplaya, ko ga poznamo, je nekako prvič prišlo v zelo zgodnjem 20. stoletju, da so bile neke prve konvencije, ko so se ljudje oblačili v nekako like iz različnih knjig in mang. In vse se je skupaj razvijalo do današnje dobe, ker res je nekako meja in več prihaja do nečesa, kar imenujemo crossplay, ker se v bistvu moški oblačijo v ženske like in obratno. Ker v bistvu gre za to, ker v anime velikokrat pride do tega, da so recimo do full androgenosti, ker nekako vse like so v osnovi zelo podobno narisane, če pogledamo. In zaradi sam določenih nekak detajlov in momentov vidimo, ok, to je stik na moški, to je stik na ženski, pa navadi bo zaradi sestave telesa kakor pa obraza. In nekako bolj in bolj se razvija in bolj spremljivo prihaja. Problematika edino pride zares pri moških, ker zopet zaradi patriarhalnega sistema in zelo rahlega ega moških se nekako moški zelo neudobno počutijo, ko vidijo nekega moškega v ženski logiki, so tako zakaj je ta moški tako oblečen in zakaj mi je nekako to všeč. Tako da nekako dejansko to je v veliko primeru tudi krivo za drago, ne. Pa samo tudi kar nekaj ženskih primerov, zopet zaradi tega, ker so ti like kot so Link in kot so Cloud, izredno delujejo androgeno in tudi, ne vem, ko sem bil mlajši, sem velikokrat mislil, da so ti like ženskega spola, če ne bi videl. Zelda mi je najbolj presenetila, ne vem, ko sem bil majčken, sem bil, Zelda je pač ta glavni lik, čeprav vsi vemo, da Zelda ni glavni lik, to je Link. In nekako pri ženskih je veliko bolj sprejeto, zato ker zopet zaradi patriarhalnega sistema vidimo ženske, ki so dačajo kot moški, kot napredne, ker želijo moške pravice in želijo pač napredovati. Medtem za moške se nekako vprašamo, zakaj se bi se ne oblekel kot nekdo, ki ima manj pravic, kot jih ima. Tako da tukaj imamo še nekaj primerov ženskega crossplaya. V anime je tudi kar nekaj, so to novija cross, nekako. Ker v bistvu v Ramatu poznamo zgodbo o osebi, ki pač potem, ko pade, zdaj se ful ne spomnijo, ko pade v vročo vodo, hladno vodo, se spremeni skor. V hladno vodo pade. In v veliki meri se, ker recimo Azijci so veliko bolj sproščeni, kar se tega tiče, in v animejih in v različnih igricah se to ful ponavlja, ampak recimo tega v Evropi ne dobimo, ker v lokalizaciji vedno nekako hočejo Američani oziroma kdorkoli za Evropo to štima, zabrisati vse te stvari, ker so tako, da bi zmedali otroka ali pa karkoli takega. In tukaj imamo še nekaj primerov v animejih. V bistvu večini gre za to, da iz kakršnega koli razloga nekako prevzemajo oseba nekako drugo identiteto. Bodi se zaradi tega, ker v tej primeru, zdaj se ne spomnim imena, ker je bilo japonščini, se pravičujem. Če kdo pa zna, kako se kliče? Anime, Oran High School Host Club. In nekako se do tega pride zato, ker je nekako ta oseba dolžna neki šoli in potem se začne obnašati kot moški, da se predlagati nekako del vsega tega. In se mi zdi zanimivo, ker dejansko nekaj takega se skoraj nikoli ne bi zgodilo v evropskih serijah, čeprav v bistvu bomo najprej videli vse, dosti pogosto dogaja, sploh v filmu kot je Rocky Horror Show, ker v bistvu imamo za vesolskega intersex osebo, ki nekako zmede se ljudi z njegovim oblačenjem. In v filmih kot so tudi Some Men Like It Hot, Priscilla in the Desert, je ogromno tega, kako se nekako dragi, nekako interspolne in nebinarne identitete pojavljajo v filmih.
še nekaj primerov starejših filmov. In nekako se to skupaj služi me vedno inspiriralo nekako v mojem delu, kjer v bistvu delam ilustracije, kjer v bistvu gre vedno za neke like, kjer nekako, če na hitro pogledamo, ne vemo, za kakšne točne like se igrajo. Imamo se moške, se ženske, so pa nekaj vmes. To tudi se že nekako v namen moje kolekcije, da je bil močno inspirirano za možate ženske in severnoameriških indijskih indijancov, ker v bistvu gre za oblačila, ki nekako združijo moške in ženske linije, kot tudi ta kolekcija, ko v bistvu je ogromno ženskih momentov v moški modi, kot kazanje hrbtov, zlati materiali in rdeča barva, ki, kot smo zopet rekli, nekako gre za močne barve so bile originalno moške, ampak potem skozi čas so prevzele ženske, ampak jaz sem želel to nekako vrniti v garderobo, ker sem pa nekako nadaljeval zgodbo v letošnji kolekciji, kjer sem v bistvu dodal še florals in bleščeče materiale in uporabljal različne modele, od androgenih modelov do drag queenov in androgenih modelov, da so res pač vse spolne identitete reprezentirane v oblačilih in nekako oblačila, ki bi lahko bila za marsikoga uporabna. In tukaj zaključil bi še z editorialom, ki je bil posnet nekako v našem gej klubu, kjer lahko dosti pogosto vidimo drag performerja. To bi bilo nekako veliko tega. To je bilo nekako, da z moje strani.